Evropa je mešanica kultur in gospodarstev, ki se morajo med seboj razumeti in povezovati, da lahko razvijajo svoj največji potencial. Evropska unija na različne načine spodbuja sodelovanje. Med temi so tudi programi sodelovanja, ki regijam namenjajo več kot 10 milijard evrov za skupno delo pri skupnih izzivih. Prilagajanje podnebju, socialna vključenost, migracije, zeleni turizem. Druženje ob Evropskem dnevu sodelovanja, ki ga obeležujemo vsako leto okoli 21. septembra, je potekalo tudi na Madžarskem v Dötku ob tako imenovanem wine pikniku. O sodelovanju in spoznavanju Aleš Mrkela iz organa upravljanja programa Interreg Slovenija Madžarska. Obeležujemo dan evropskega sodelovanja. Vsako leto, v bistvu okrog 21. septembra, organiziramo nek podoben dogodek. Včasih je bolj namenjen širši javnosti, včasih je bolj namenjen nekaterim prijaviteljem, ampak obeležujemo ga pa zaradi tega, ker sodelovanje je tisto, kar nas krepi, nam podira meje in dejansko želimo v tem času predstaviti, kaj dobrega lahko z Interreg sredstvi v bistvu naredimo za okolje. In danes ta piknik v vinogradu v bistvu se odvija pod okriljem programa sodelovanja, hkrati pa tudi projekt Piknik v vinogradu nam je ponudil prostor in pa seveda eno lepo turo, da si malo ogledamo, kaj so naši projekti dejansko v okolju dosegli. Mrkela o načinu druženja. Mi sem pripeljemo kar nekaj ljudi, to pomeni in za avtobus in samostojno, nekateri pridejo peš s kolesi. Tukaj pa je namen, da se ljudje med sabo spoznajo, v bistvu začnejo komunicirati, to je tisti prvi inicialni stik. Včasih mogoče to se ne zdi veliko, je pa velik premik v glavah, v tem, da v bistvu vidimo, da smo vsi ljudje, tudi če govorimo različni jezik in ne nazadnje, če se udeležimo skupnega dogodka, na koncu pogruntamo, da mogoče pa imamo res iste interese, pa začnemo delati nekaj skupaj. Naš novi program v bistvu ima tretjo prioriteto usmerjeno v zaupanje med ljudmi, kjer bo takšnih dogodkov po moje še veliko več, saj to želimo, ker vemo, da tega v regiji manjka. Fizične meje ni več, kar je prav gotovo eden izmed mejnikov. Fizične meje, mislim, ta železna zavesa, v bistvu razlagal sem našim udeležencem na avtobusu, da prehajamo pač po nekih poteh, ki so včasih bile bistveno bolj zastražene. Ugotovili smo, da otroci, ki so bili na avtobusu, tega sploh več ne poznajo. Že tista ena zapornica se jim zdi malo preveč, kamoli, da bi pogledali nazaj in bi videli, da sta bile celo dve. Danes imamo eno, še to bomo podrli, z razmišljanjem, kako ljudje gledajo, bomo pa podrli še tisto bariero, da je nekdo manj razvit ali pa bolj razvit. Skupaj smo, vsi smo ljudje, vsi imamo iste potrebe in ne nazadnje želimo, da so vsi relativno podobno razviti. O praznovanju Evropskega dneva sodelovanja še iz organa upravljanja programa Interreg Slovenija Madžarska Tanja Rener. Danes praznujemo tako imenovani Evropski dan sodelovanja, ki ga praznujemo po celi Evropi in ga organizirajo vsi Interregovi programi. Gre v bistvu za dan, na katerega povabimo širšo javnost in jim skušamo prikazati, kaj dobrega lahko nastane v okviru čezmejnega sodelovanja in izboljšuje življenja prav vsakega državljana v obmejnem območju. Sodelovanje je dejansko izjemno pomembno, kajti določeni izzivi so skupni in lahko dosežemo bistveno več in bistveno bolj trajnosten učinek, če sodelujemo čez mejo. Renerjeva še o tem, zakaj je bil izbran ravno Dötk. V okviru našega čezmejnega programa Slovenija-Madžarska je izjemno pomembno področje sodelovanja tudi zeleni turizem, v okviru katerega skušamo pripeljati turiste in trajnostni razvoj tudi v bolj oddaljena in manj poseljena območja. Tako območje je tudi območje Dötk na Madžarskem, kjer se danes odvija prireditev Piknik v vinogradih, kjer si bodo udeleženci lahko ogledali 4 zidanice in pa seveda preverili in tudi sami doživeli, na kakšen način lahko v vinorodnih območjih spodbujamo
turistični razvoj in spoznavanje sosedov, kajti gre za 4. tak dogodek v okviru projekta. Prejšnji je bil organiziran na slovenski strani v občini Dobrovnik. Zavoda za turizem in okolje Dobrovnik, ki dobro sodeluje s partnerji, je bila naša sogovornica Elizabeta Horvat. Naša občina je zelo aktivna v sodelovanju z sosednjo Madžarsko in vzporedno tudi Zavod za okolje in turizem, ki smo dejansko v tem programskem obdobju izvajali 2 projekta, Interreg Slovenija-Madžarska. In eden izmed teh projektov je bil tudi ta piknik v Vinogradu, v sklopu katerega se zdaj organizira ta Evropski dan. In dejansko smo mi zavod edini slovenski partner v tem projektu in nekako skupno tudi, čeprav je to aktivnost našega vodilnega partnerja, aktivno sodelujemo pri vseh njihovih aktivnostih. Zastavljen cilj je bila vinogradniška tematika, dogodek pa je sicer nosil naslov Wine Picnic. Glede na to, da smo v projektu nekako zastavili cilj, nekako to vinogradniško tematiko in sicer tudi, da vključujemo manjše ponudnike, smo vsi partnerji imeli aktivnosti dvodnevni izvedbo dvodnevnih dogodkov z nazivom Piknik v Vinogradu. In tudi zdaj, ko naš vodilni partner organizira to zadnji dogodek v sklopu tega projekta in nekako hočemo prikazati, kako bi naj ta piknik izgledal, dejansko kaj je bil naš namen, kaj hočemo doseči oziroma kako vključevati tudi manjše ponudnike ob vinogradniških poteh. Na dogodku so udeleženci obiskali 4 vinske kleti, poskusili lokalna vina in spoznali lokalne izdelke ter uživali v pestrem kulturnem programu. Dogodek je bil za vse udeležence brezplačen.